Povežimo Slovenijo. Pred dnevi je bila kar precej medijske pozornosti deležna predstavitev gibanja Povežimo Slovenijo. Kakšna je vloga Slovenske ljudske stranke v tem gibanju? Slovenska ljudska stranka je najmočnejši člen tega gibanja z izjemno razvejano infrastrukturo na lokalni, regionalni ravni, slovenski ravni in tudi s predstavnikom v Evropskem parlamentu. Mi celotno svojo organizacijo od številnih županov, občinskih svetnikov, drugih struktur do evropskega poslanca dajemo na razpolago za čim večji uspeh gibanja Povežimo Slovenijo. Hkrati pa seveda bodo številni naši ugledni župani in tudi drugi kandidati in kandidatke tudi kandidirali za sodelovanje na volitvah kot kandidatke in kandidati za poslanke in poslance Državnega zbora Republike Slovenije. Omenjajo se različne stranke, skupine in posamezniki. Nekateri so povezovanje najprej podprli, potem pa so umaknili podporo. Kako je zdaj s tem? No, res je, da sodeluje zelo širok krog zelo različnih strank, skupin in posameznikov in mi poudarjamo, da smo različni. In prav zato, ker se zavedamo te različnosti, smo se dogovorili, da nas povezuje, da je naš skupni temelj vsebina slovenske ustave, temeljni izvedbeni del pa so uspešne tuje prakse, še posebno avstrijska. Kaj to pomeni? To pomeni, da seveda, če zelo vrednostno, ideološko in sicer programsko različne stranke, skupine in posamezniki pri konkretnem vprašanju pač ne moremo priti skupaj, smo že vnaprej dogovorjeni, da v tem primeru seveda velja ta avstrijska praksa. Kar pa se tiče podpornikov, ki so množično podprli, nekateri javno, nekateri interno, ta povezovalna prizadevanja, naj se jim najprej zahvalim. Po drugi strani tudi razumem, da so bili zaradi zame presenetljivih pritiskov nekateri v situaciji, da so spremenili to svoje stališče oziroma tudi na nek način umaknili to podporo. Jaz se teh detajlov ne poznam. Če je kje prišlo do kakšnega nesporazuma, je koordinatorka dr. Nada Pavšar se že tudi javno opravičila. Če je kdo bil izpostavljen, pa ni želel biti izpostavljen na ta način, podpora uglednih posameznikov iz javnega življenja, različnih civilno-družbenih skupin, intelektualcev in drugih nam zelo veliko pomeni. Dejstvo pa, da so tudi pritiski na mnoge, naj umaknejo to podporo, kaže, da je ta povezovalna zgodba po eni strani zelo resna, da ima velik potencial, po drugi strani pa, kar pa je nekako žalostno spoznanje, da pravzaprav manj tvegaš v Sloveniji, če se opredeliš za eno od dveh povsem nasprotujočih si političnih blokov oziroma strani, če pa iščeš mostove, povezovanja, kako bi različni sodelovali skupaj, tako kot smo sodelovali ob osamosvojitvi Slovenije, ker so prav te poti, ki so različne, pripeljale do enotnega pogleda, da se osamosvojimo, imele so bile glavni razlog, da je prišlo do tako velike udeležbe na plebiscitu. Se pravi, če najdemo možnost, platformo, način, da različni lahko sodelujejo s ciljem, da so uspešni ob volitvah tudi vstopu v parlament in kasneje vlado, potem je to zmagovita zgodba. Zmagovita zato, da se uspešno rešujejo problemi, izzivi in zmagovita zato, da lahko izkoristimo številne razvojne potenciale, ki v povsem razklani družbi in politiki mnogi žal ostanejo neizkoriščeni.
Pred dnevi so povezovanje podprli tudi predsednik države, predsednik vlade in približno 40 drugih uglednih posameznikov. Je to kakorkoli povezano z vašo aktivnostjo? No, neposredno vsekakor ne, čeprav nekateri od teh 40 so bili tudi strani posameznikov iz našega kroga povabljeni, nekateri so se tudi odzvali z izrazom simpatije do povezovalnih aktivnosti. Posredno pa je to vsekakor povezano. To je, te številne pobude v zadnjem času so po mojem mnenju predvsem izraz prepričanja, da če ne bomo aktivno delovali za več sodelovanja in povezovanja v slovenski družbi in politiki, se bo krepil razkol, razkol pa pripelje do neuspehov, v skrajnem primeru pa tudi do nesreče. Zato mislim, da je res hvalevredno, da so tudi najvidnejši predstavniki države in ugledni posamezniki se na različne načine odločili, da javno pozovejo slovensko javnost, politiko in druge k bolj spravljivi drži in k več sodelovanja. Kako ocenjujete politične razmere v Sloveniji? Ali bo sedanja vlada zdržala, ali bo zamenjana, oziroma ali pričakujete predčasne volitve? Stvari se sicer relativno hitro spreminjajo, ampak če govorim o mojem vedenju o stvari na današnji dan, to je petek, bi si upal trditi, da je veliko večja verjetnost, da bo vlada zdržala do konca mandata ali vsaj do konca predsedovanja Evropski uniji. Veliko večja verjetnost, kot je bila morda še mesec ali nekaj tednov nazaj. Menim, da so ljudje, tudi številni poslanci, vendarle spoznali, da kljub temu, da tudi sedanja vlada naredi tudi marsikatero napako ali neoptimalno rešitev, da je to, kar se predstavlja kot alternativa, absolutno neustrezna alternativa, da ta alternativa ne ponuja nobenih rešitev, predvsem pa ne boljših rešitev. Zato menim, da, kot rečeno, da je največja verjetnost, da bo vlada obstala. Če pa se zgodi, da bi prišla opozicija z kakšnim drugim kandidatom za mandatarja v prihodnje, pa se lahko poveča tudi možnost za zamenjavo vlade in verjetno se lahko poveča tudi verjetnost predčasnih volitev. Osebno ocenjujem, da bi bilo za Slovenijo daleč najbolje, da bi uspešno zaključili ta mandat državnega zbora in vlade, da bi v prihodnjih dneh in tednih prišlo do neke oblike sodelovanja tako vlade kot opozicije pri reševanju problemov zaradi zdravstvene, zaradi pandemije in tudi s tem povezanih vprašanj, in da bi potem po predsedovanju Slovenije Evropski uniji oziroma po koncu mandata, da se ponovno gre s svojimi kandidati in svojimi programi vsak na volitve in da se potem skuša dobiti eno čim bolj povezovalno vsebino oblikovano skupno prihodno slovensko vlado. Povežimo Slovenijo.